Prijatelj Dejan, Prijatelj. King Jerry. MVP. Ej, 2025 je za nami. Srečnega pa zdravega. Srečno, zdravo, najbolj uspešno in po vaših željah 2026. Kako bi reflektiral ti na leto 2025? Po mojem občutku je tak najbolj razburkano bilo, kar sem ga imel v življenju. In najbolj živega sem se počutil. Bolj bi to povezal s tem, da sem se tudi lotil tistih stvari prvo, kar so mi najbolj pomembne. Sem jih dal prioriteto na mesto. Mislim, ja, saj sem tudi še zabušaval, pa druge stvari delal, pa vsi delamo, ampak veliko več fokusa sem dal na te stvari, ki so mi pomembne. Ma pa deluje. Da si bolj konkreten. Recimo konkretno odnos za Lauro in družino, ki jo kreirava in se zdaj stvari premikajo naprej in bova zgleda, mislim, gre proti temu, da se plan izpolnjuje, da bova zanosla. Jaz že kreiram, bo punčka, ona je ne, fantek. Ampak je to eno leto nazaj sploh ni bilo v pogovoru, eno leto nazaj sva govorila, pa mogoče pa bova videla. Skratka, stvari se kristalizirajo, torej bolj jasne so, kam želiva iti, midva kot družina oziroma kaj kreirava. Potem Čestitke. Hvala. Ja. Ni še tam, pač ni se še zgodilo, actually in reality. 7. januar bo že blizu. Ja, so že konec Danes januarja je 13. december, ki snemamo. Konec januarja so že rekli, da gremo verjetno, kako se temu reče, se niti ne vem, izrazil sem še toliko nov v tem procesu, ampak zorenje jajčeca, tako da bo pol možno odvzem, pa poloplod, pa tako naprej. Skratka je proces, ki se mu prepustim, pa predvsem se mi zdi v tem letu, da se še vrnem na vprašanje nazaj, zaupam veliko več, tudi sam sebi pa drugim, pa se prepustim. Posledično je manj bilo jeze pri meni ali pa frustracij nekih. Veliko več svobode sem občutil tudi na tem področju. Ravno ko sva se v Kranjsko Goro peljala za krompirjeve počitnice, sem eno stvar osvobodil, ker sem videl, da se krivim, ne. Kaj sem delal sam s sabo, s svojim telesom, da zdaj ne morem imeti svojega otroka, ne. In je tudi to bilo vse te slepe pege, ki jih postopoma odkrivamo, ne. Ker sem lahko del projekta, kot je Za life, ker ga sokreiram, ker smo tam za druge in potem posledično ogromno o sebi odkrijem. Isto ti. Zdaj, ko smo na kakšnih jutranjih pogovorih, mi je fenomenalno, da lahko res sproti odkrivava. Kaj bo delovalo za oba, za projekt, za svet, če hočeš. Zakaj ne? Sva pač rekla, da sva imava big hairy audacious goal, da bova transformirala ta svet in to je to. Kje se začne? Začne se pri meni, torej največ fokusa lahko tu dam. Sem jaz močnejša oseba, jaz sem boljša verzija samega sebe vsak dan, to, kar govorimo najstnikom tam v šolah in na mentorstvu. In to je to. Tu imaš največ moči. Potem na ožji krog, kar sem že rekel, Laura, kvaliteten čas tudi s tabo, s tvojo družino preživljati, torej s prijatelji, ki dajo neko vrednost mojemu življenju, kar me tudi izpolnjuje, pa da jaz lahko prispevam njim. Potem ena velika stvar je, da sem končno prišel saj ni iskreno, sem se vozil za Wolta, ker sem rabil vedno cash za sproti, za dodatno za zraven, pa zdaj več ni potrebno, pa sem v zadnjem momentu, mislim, zadnjih parih mesecih odklopil, pa zdaj še pride misel, pa boš zdaj ob denar, pa pogledam finančno stanje, čakaj malo. Gre v to smer, da bom se lahko na to fokusiral, ne, in da ne rabim več biti na 1000 strani razstreljan. In potem tudi zdravje. Zdaj trenutno malo zabuhal, sem malo preveč moke pojedel, ampak veliko več delam na svojem fitnessu, ko sem v preteklih letih, prejšnjo leto bi rekel, je bilo glih začetki, pa nekaj se začelo premikati, pa vedno je vse bolelo, pa vedno sem se jamral. Zdaj pa neke te počasne napredke delam,
pa tako, na splošno zdravje. Skratka, dajem te 3 stvari na prvo mesto. A ne? In pa še 4. stvar, ja, pač pri planiranju tam sva že ugotovila, imava oba za nares še en korak naprej. Torej, dati to svoj urnik in uresničevati. Ok, kje reakcije boš danes počel, kje reakcije bo v tem tednu, v tem mesecu in tako naprej. Tu pa imam še rezerve, ne vem, recimo še spanje, to lahko na nek sni. Tako že gledam in imam, zato ker sem tok v tem notka konstantno gledava, kaj bi še lahko. Pa ne iz fulje narobe, pa joj, koliko je ne, kaj bi še lahko, kaj manjka. In samo dograjuješ in delaš in imaš tega mogoče mentorja dobiš, pa si tam nekaj slišal, kar deluje, pa se s temi podjetniki povezujemo, pa ti podcasti so se zdaj razrasli, mi je super, koliko enih pogovorov smo imeli z gosti, ki mi tudi vsak nekaj da. Poberem pa tisto, kar pol vidim, ok, kar mi je pomembno, to bom vzel, daj bom probal implementiral. Ful rad gledam neke podcaste, ogromno jih pogledam. Pa mi je Zajnci mi dal dobro idejo, ja pol mal svoj notranji glas izključiš, ko sam druge poslušaš, ne, daj kaj daj notri v svoje življenje, pol implementiraj pa vidi, ne, nisem za idejami zdaj jagata, ne. In se mi zdi, da je to zadnjo leto, če se vrnem nazaj na vprašanje, bilo ravno tu. Veliko več je bilo tega gledanja, kaj bo zdaj, kaj bomo pa zdaj uresničili tu v mojem življenju. Konkretno. Tega pa napredki so valjda možni. Cool. In pa bi zdaj rekel, 2026 bo fokus na čemu? 2026 najprej na optimizaciji, da ne bom več toliko skakal iz enega na drugi projekt. Ti si že to implementiral, te občudujem. Doskrat greš, pa 2 uri, pa ne, zdaj sem to del. Jaz pa pol grem, pa sem multipraktik in nisem toliko storilno uspešen ali pa ne, zabijem veliko časa. Imam občutek, da sem ogromno delal, pa nisem velik, ne. Ja. Tako da to, predvsem to. Pri meni bom se pošalil, vsi govorijo ADD, ne, pač Attention Deficit Disorder. Pridelal sem si ga, ne. Ne zdaj, da je to neka, ja, to pa zdaj imam, ne. Ne, pridelal sem si ga, ne, pač pogledaš pol še to, ono, tretje, pa si sam narediš tak plan na koncu, da ti ne deluje, ne. Distraktorje si nastaviš. Nastaviš si in vse to, ta trening že imava, ne. Si jih sam daj stran, sam sebe bom in vedno več tega delam, sam sebe, da sabotiram pri tem, da ne bi šel v tisto iskanje dopamina, pa daj bo zdaj malo ugodja, pa daj boš se zdaj malo odpočil, pa daj boš zdaj malo užival. Pri meni je hrana, ne, pri meni so filmi, pa tak naprej. Pa podcasti, ja, ne. Jasne imam tiste, ki so distraktorji. Eno je tudi stanovanje, kjer bom imel, kjer imam recimo svojo delovno sobo, kjer ni vse zdaj so v manjšem stanovanju. In ja, je posledično več distraktorjev, normalno. Okay. Tako da kaj narediti, zviševati tudi standard življenja, novo stanovanje definitivno pride, za nov baby. Najprej stanovanje, potem baby. Kaj še? Dvigniti tudi dohodek na višji level, višjo raven. Pa mislim, da niti ni fokus na tem, ampak posledično s tem, ko gledava, kaj lahko, na kak način lahko več prispevava. Pa sem tudi pri drugih podjetnikih tega veliko slišal v tem letu, preposlušal. Potem samo od sebe bo prišlo, če vlagaš v neko stvar. Jaz verjamem v to. Če vlagaš v neko stvar, ki je dobro za družbo, bo prišlo tudi dobro za tebe. Posledica bo, ja. Pred kratkim si mi tudi rekel, se mi zdi, ja, dejč, kaj pa v denarju, kako to izgleda. Pa sem rekel, dejansko morda bi rabil malo več fokusa na to, ja, pol bo več prišlo, ne, ker ga lahko da ignoriram. Pa da imam tam še pol tiste, kjer se sabotiram glede denarja. Definitivno, ne vem, česa se točno bojim, a bo pa preveč uspeha, pa pol bom rabil še več delati.
To je tista osnovna misel, se mi zdi, ki pride. A ne, če bomo pa zdaj še bolj uspešni, pa bomo res uspeli, ja pa boš pa res moral še na naslednji, ki boš pa še to sfolgal, ne. Ja, ma sam, In pol če se ja. sam ukvarjam s to mislijo, je pač v realnosti je pa fino imeti več denarja, pa fino imeti na stran dano, pa imeti za projekte, ki si jih zaželel uresničiti v življenju. Definitivno. Sam ne rabiš vse sam. Ne rabiš vse To je sam. ta res je. fora, ki pride več, ljudje mislimo. Pa zdaj, ker si ti govoril, se je zaznalo, ne. Pa bo pa več, pa bo mogel jaz še več, ne. Ja, to je v osnovi bil ta misel. Ja. Ja, In je to, ampak jaz je tisto, moram. Ne? jaz moram, vse moram sam, ne. Ja. Ker če glih hotel, ne, več bo in pol bom lahko z več ljudmi delal. Bom lahko še več prijateljev vključil v biznis. Evo še eno od lanskega leta, kar je novo, je veliko več sem na tim dal. Čeprav sem bolj ostal, kako bi rekel, kot solo, rihtam šole in se z njimi pogovarjam, a ne, ti si prevzel tudi mamino firmo in si se v online program tudi za skupnost za starše dal, pa res tam orjete ledino, ker je čist nekaj novega, odkrivate, kaj bo sploh delovalo, odkrivamo, se tudi jaz prispevam, kjer lahko, sam ne dajem toliko fokusa tja. Pa se mi zdi, da se še vedno bolj se je čutil ekipa, kot sem pa pretekla leta dal notri. In valjda, good catch, dobro si ujel, ker se rabim tudi še tu naprej razviti. Ujet prej, ko imam to misel, pa pač sam povedati na glas, ok, ekipa, kaj kreiramo skupaj in to. Koga še kreiramo dodatno v ekipi, ker se tudi prek podcastov se veliko teh stvari odprlo. Povezujemo se na LinkedInu z takimi in drugačnimi ljudmi, res kvalitetni ljudje prihajajo v naše življenja, v naš projekt, ki prepoznajo to. Smo spet nazaj pri tem, ki delava nekaj, kar je tam zaželeno zunaj, ki si ne upa glih vsak. Meni je pa to res srčno delo. Ne? Kogarkoli boš vprašal, tu zasijem, ko o tem govorim. Ja. In mi je da best to delati, super mi je to delati. Mogoče še ena za 2026, evo, da snamem ta pokrovko, da vem, kako bi moral ta projekt izgledati. A ne? Ja. Ok, vem, kako zdaj izgleda, ker pač številke imamo tam, a ne. S tolikimi šolami sodelujemo, s tolikimi starši smo sodelovali, s tolikimi najstniki mentorstva. Vemo, kje smo zdaj. Kako vem, kje bo, in tukaj se dostikrat ujamem v zanko, ne, da rečem, vem, da je možno, ne vem, sam toliko tega, te rasti ali pa razvoja, ali pa zakaj to pokrovko kreiram, da snamem v 2026. Omejujoča prepričanja o tem, kam bi lahko to vse šlo. Je bil že cajt, ne. Sam 2 leti, 3 leta ti tu govorim, ne. Ampak lej, vse rabi svoj čas, tako da. In vedno ti lahko drugi rečejo marsikaj, dokler sam ne odkriješ, pa ne vidiš, pa ne začutiš, bi rekel tem. Verjameš v to, nič ne nuca, ne. Verjamem predvsem v moč pogovorov, ko zdaj, ko se pogovarjava, to odkrivam. Se ne bi to odkrival. Bi bil v svojih mislih, v svojih prepričanjih, v svojih vzorcih in bi slučajno lahko, mogoče, slišiš kje idejo, a si zares to odkril? Ne, nisi, ker si v pogovoru tu, zdaj. Fantastične so mi te delavnice, ker točno to delam, pogovarjamo, ne? Odgovarjamo na njihova vprašanja anonimna, ampak se res, pogovarjamo se z njimi. Ja, pač vse. V bistvu oni zastavijo vprašanje, mi pa odgovorimo in tu je pogovor. Pa se mi nasmejejo, ko jim rečem, zaradi vas bom danes zrasel. Se bom nekaj novega naučil. Ja, kaj smo ti pa povedali, kaj smo ti pa dali, ne? Ni vse v sam tistem, poslušaš, pa zdaj sem se naučil. Ja, včasih tudi vprašanja, ne. Mene na eni zadnjih delavnic je bilo vprašanje, a ste zadovoljni s tem, kar imate? In mi je bilo kar tako,
če realno pogledam, ful zadovoljen. Pač 2 firme, prijatelje, ki bi dal live zame, družino, ki se še povečuje v bližnji prihodnosti. To rečemo oči, mami, brat, ki si vedno krijemo hrbet, smo tam drug za drugega. Pa bi rekel, da je to hvaležnost ali da je to zadovoljen? Oboje. Ker slišal sem hvaležnost, hvaležen si za to, ne? Ja, in zadovoljen sem s tem. Okay. Seveda je vedno tam, hočeš še več, še boljše. In pa pride hitro to vprašanje, a tu res rabim, a je tu res nekaj, kar pa že malo razum vklaplaš, pa malo kalkuliraš, pa gor dol. Ampak načeloma, če pogledam overall, pač imam dom, hišo, topel dom, avto, družinski, se peljemo okrog, zdaj, ki je mami v Madridu, pa oči, ima Urša naš avto, jaz imam njihov avto. Gledamo tudi, da bi kupil še en avto za sebe, da sem jaz bolj free, da je Urša free, ko se z otroci premika dopoldan in jaz lahko po Sloveniji se vozim ta čas ali pa v firmo in tako. Ja, ful zadovoljen. Tako, ni da zdaj nekaj rabim. Fajn je imeti, ja. Bi še boljši avto, pa boljšo hišo nadgradil, pa mogoče, ne vem, a veš, materialno zmeraj lahko nadgrajuješ. Ampak bi tako rekel, da za 2026 bom še več vložil v odnose. Se mi zdi, da tu nekako 2025 je naredilo neko razliko. Šel v 2025 turbulentno as F. Mu kar rekel jebeno turbulentno, ne. Začelo se je, vse je super po planu, baby je tle v trebuščku in pol čez 3 tedne splav. Se delati s tem. Ta čas, vse delavnice, vse tu poteka normalno. Pa se odločimo štartati še podcast, Pol vse super zgleda, bootcamp, top bootcamp, majski, smo se imeli vrhunsko, novi tele strokovnjaki so prišli mimo, vse na nivoju, pridemo domov, v nedeljo zvečer mami iz urgence, raka imam, 4. stadij, kako zdaj naprej, za life ali ne, ali kaj narediti, pogledam ramo desno, pogledam ramo levo, lahko vržem še njeno firmo na svoje rame. Sem rekel, če ne bom probal, ne bom vedel. Dajmo videti. Verjamem v to tezo, da v življenju ne dobiš nič, ne pride nič ti nasproti, s čimer se nisi zmožen soočiti. To verjamem, da rečemo življenje, vesolje, Bog ti vedno da to, s čimer si se ti zmožen soočiti. Nikoli ti ne da problema, ki ga ne moreš rešiti. Zdaj pa sam en izziv imamo ljudje, da mislimo, da moramo vedeti, kako problem rešiti, če preden ta problem pride. In smo premalo odprti za odkriti, Ok, zdaj tle problem. A se lahko soočam z njemu? Ne vem. A sem pripravljen odkriti? A sem se pripravljen kaj novega naučiti? In če si tle, ja, pol v bistvu nimaš problemov v lifeu, imaš samo izzive. Pač, ker karkoli pride, si tako, ok, očitno nekaj ne znam, moram se nekaj naučiti, da bom lahko to stvar rešil. In je tako exciting. Overall, seveda, ki si noter v jarku, pa gledaš, da je tam ven, lahko tam nasprotnika skineš, ta problem rešiš, ali ne zgleda tako. Pa pol v enem momentu se zaženeš ven, tečeš. Verjameš v to, da boš prišel na drugo stran uspešno. Tako da ja, pa to vse manevriranje, pa koliko dati za lifeu, koliko dati pakomu, koliko dati družini, kaj vse drugo. In sem mogel isto v ene stvari pač cancelati ali pa nekih dogodkov se ne udeleževati, ker sem bil več zaseden in pol, da sem bil več z družino.
Pa se odločimo, ne, še prej smo to zvedeli, še gremo v digitalne delavnice, ne, se prijavimo na ta razpis, ne. Ko je bilo turbulentno, pa ja, razpisi, pa ne razpisi, pa do zdaj smo se jih izogibali, ne, ker je ful enega dela v poročilih in pripravi in ne veš, če bo vsaka ura dela nagrajena optimalno, a ne, oziroma tako, ker naj bi bilo. In pa so še rekla, ne. Dajmo pogledati, če lahko to gremo ven. Ja, ne, zdaj ste pa že rekli ja, ne. Ja, ampak v bistvu, Zdaj ste ne. pa že bili zbrani, ne. Ja, in če realno pogledava, ne, nam tudi finančno to rešuje leto, a ne. Pa en kup novih znanj, pa spoznanstev, na podlagi katerih v bistvu lahko naredimo še marsikakšno delavnico, tako. Ali za najstnike, ali za starše, tudi ko se ta projekt zaključa, ne. Pa računaš za to drugače, ampak ja, je tle ta, ko imaš svoj biznis, ne, mogoče bo komu se preveč, pa kva toliko o denarju se pogovarjaš, pa to je zaradi tega, ker denar je kri biznisa, ne. Cash flow je the blood, je kukar v telesu, ne. Če kri potuje, ne, če se denar dogaja, ne, biznis živi, in če tega ni, pač ni, ne. Tako da ja, ne. In pol še to uskladiti čez poletje, ne, se pravi, imamo zdaj za live, imamo še bootcampe, imam pako, imam družino, zdaj delavnice, ja, nič dejč, ti boš mogel to delati, dejču se je puzlalo. Ja, veliko je bilo novega, ne. Bolje to, pač. Saj to, ne. Ampak v bistvu si tu zrastel v tem letu, ne, glih čez to, da si se soočil z nekimi novimi stvarmi, ki so izgledale ful strašljive, ful problematične, ful enih bedarij, ki izgleda, da delaš bedarije, ne. Ja, pa spet je naredila ekipa razliko, ne. Tako kot si rekel. Ni bilo zdaj, da se je Dejč sam tega lotil. Ko se je Dejč sam lotil, sem potem bil v paniki. Pa smo skupaj stopili, pa je speljano bilo, ne. In še bo. Ja. Tako da ja, to je bila prva polovica leta, ne. Pol druga polovica pa so se stvari začele stabilizirati. Malo smo mogli sprejeti, kakšno odločitev sem mogel sprejeti, kakor da oktobrski bootcamp skencelam, pa gremo delati delavnice, te razpisne. Smo tudi te pogoje dali čez. 45% udeležencev v tem letu in 55% v naslednjem. Ampak to izgledajo strašljive odločitve sam, ki jo moraš sprejeti. Pa ko jo enkrat sprejmeš, je to za mano, a ne. Zdaj pa tako, shit, kaj si bo folk mislil, pa tle je tu, pa 2 bi že prišla na bootcamp, ti zdaj tu cancelaš. Dobro, je september, 2 meseca prej. Kaj zdaj, a gremo zdaj 2 meseca na polno ven, pa naberemo še tistih 5 najstnikov, pa se gremo, ali naredimo to, pa vse to je bilo tam. In pol v bistvu sem realno pogledal, je bilo tako, ja, lej, tle je večja verjetnost, da vse to napolnimo, izpolnimo, naredimo. In te fante, ki so hodili priti na bootcamp, so pol prišli v mentorstvo, tako da so glih tako dobili, kar so hoteli. In so še vedno zainteresirani za naslednji bootcamp, ko bo. Cool. Tako da ja, maja, a ne, bo Dejč vodil bootcamp, ker pri nas bo nov baby v družini prekmalu, pa 2 sta že, pa otroka pa še en, pa tudi, da Urša ne bo sama 3 handlala en teden. Tako da, Evo, še uradno nisem sprejel. ja, Si izbere. ja. Jaz to ne sprašujem, Dejč. Jaz sem sad tako, Dejč, Dejč, plavej. vodil boš bootcamp. V redu je. Ja, kaj pa če ne bi? Ja, ne, vodil boš bootcamp. Rekel si ja temu projektu. Ni tle velike pravo. Ja, bi, ne bi, bomo, ne bomo. Si rekel, da hočeš več prispevati. V Ja, redu, to evo, je, izvoli. it's a done deal. You go and you do it. Ja. Zdaj, ko se pogovarjamo, mi je še ena pala na misel, kar sva imela razliko na prejšnja leta. In sicer oba sva začela na nekem nezavednem tudi te odpirati, kar nimava predelano, ne. S prijateljico Vanjo in sva predelovala vsak svoje neke tiste nezavedne
Emocije, ki so ujete v telo, pač nisem vedel, to ne moreš na razumski ravni predelati, ne ve, tvoj ne ve, da se to dogaja. Pa pol izbruhne kar od neko, pa kako, kaj se zdaj tu, kaj se je zdaj vklopilo, ne? Ja. Te seanse z vanjo so bile tudi. Transcendentalna hipnoza. Neverjetne. Je tako, jaz bi rekel po sam izkušnjah. zamislil sem si, Po izkušnjah bi rekel, da tako 90% izzivov, problemov, težav, vsaj do zdaj v lifeu sem lahko rešil razumsko, tako čez pogovor. Ostane en mehen del, ki skus neki drma spodaj. Tu pa polna, vsaj zame je ta hipnoza delovala. Ja, osebno sem tudi še dal pol neke meditacije, če tam lahko na naslednji nivo prinesem sam. Pravim, to so ta, eno je miselnost, drugo je pa, bi zdaj rekel temu duhovnost, ali bi rekel, niti ne, no. Pač to nezavedno odkrivanje nezavednega. No. Jaz bi rekel, če bi jaz definiral, bi rekel duševnost. Se pravi, se ukvarjaš za svojo dušo, duhom, sej duhovnost je pa, da se ukvarjaš z duhom, duševnost pa z dušo. Da odkrivaš, kaj je res tvoje. To je to, kar si prej rekel, da sem ti rekel, mogoče malo manj poslušaj vse ostale, pa uporabljaj znanje in svoj notranji, rečemo temu, ta gut feeling, občutek oziroma to zaupanje vase, kaj so naslednji koraki. Se mi zdi, da v zadnjih letih sva rabila tu, da sva slišala malo mnenja različnih velikih playerjev tam zunaj. Vseh možnih, od Darren Hardyja do PBD-ja, do Tate-a, do te tri imam jaz najbolj tam, pač, rečemo temu. Sem jih največ preposlušal. Enega zaradi tega, ker delamo z najstniki in da si se lahko z njimi sploh o tem pogovarjal. PBD mi ima vrhunsko zgodbo, pa Darren pač kot business coach, kaj pač, na kaj dati fokus, kako delovati. Poleg vseh drugih programov, ampak rečemo, da skusim poslušati te podcaste o teh, pa pol še druge, ta Diary of CEO, pa tako naprej. Pa sem pa res, ko en mesec pa pol, 2 nazaj sem pa ugasnil. Tako ne morem več poslušati. Tudi, ker se vozim, sem včasih takoj, ker sem se vozil, avto je moja učilnica, bom poslušal. Ne morem. It's too much. Pol ne vem, kam gre. In tudi na delavnicah se pozna, ker rečemo, da zadnjih par delavnic, ne vem, ne na 4-5 delavnic, da mu ni všeč. Prej, ker sem pa, je bilo pa mogoče ne skoraj vsako delavnico. Tako da, ja, treba, se strinjam, ko vidiš, da si prišel do nek plafon, rabiš nekega coacha, trenerja, mentorja v bilo kakšni obliki, ali je tu knjiga, ali je tu podcast, ampak moraš pa to umeti, ker sam treniraš to zadevo, rečemo temu. Živiš, odkrivaš, da spet nabašaš na plafon in pol, Da ti dam en primer. Ja. Ker sem se zdaj, ko analizirava leto za nazaj, ujel, v začetku leta sem šel na Tony Robbinsa. Zmeraj sem si želel iti na njegov seminar, zdaj je bil online, the best. Se ga udeležim in govori o sezonah. Spomlad, poletje, jesen, zima. In to, kar si prej razlagal, se je zdaj malo stabilizirano, sva zdaj v tem jesenskem obdobju. In bo zdaj prišlo spet zima in veliko smo, torej, zakaj bi bila teorija v jesenskem teorija je tu ta. razumem teorijo, zakaj bi ti rekel, da sva medva v jesenskem obdobju? Ker to je obdobje žetve. Ja, ravno v tem času je pol tistih največ delavnic, za katere sva vložila ogromno truda že spomladi, da so se nabrale potem recimo preko poletja, tako kot sva ugotavljala, je bilo ogromno enega novega in je težko in zdaj, kako bomo zdaj to vse speljali in takrat ni finance, plačuje 3 mesece za nazaj.
preko tega razpisa in vse to poletje. Ja, ne. Res ogromno dela, pa trdo delo, pa vroče, pa ne vem. Samo v v izbranih prenesenem. momentih lahko delaš, ne? Če ne se Ja. kuraš. Spomladi je pa vlaganje je bilo malo manj dela pa vsega skupaj oziroma malo manj prihodka. Je točno po teh sezonah in je logično pričakovati, zdaj bo malo in tudi že po delavnicah, ki jih imamo nastavljene, ni ravno toliko polno kot v novembru, decembra pa januarja, ne? Se malo umiri in bo spet delo in tako naprej. Ampak bo najšlo na naslednji nivo. Ta je bil recimo eden od mojih trenerjev v letošnjem letu. Ker prej sem se pol ob določenih momentih, ob določenih obdobjih sem se spraševal, kje sva zdaj zavozila, da zdaj ta trenutek pa ne gre, pa ni izobilja, pa kaj je narobe, ne? Ja, razumem. Da sem malo bolj pomirjen glede tega, da bi bila ja, pomlad bodo po zimi, obdobja. ne. Ja, sem kar hotel obrniti vse skupaj, ne? Ja, okej, pač. Ali pa da je celo leto jesen, ne. In je bilo ja, ne more biti, ne. Razen, če si tako postaviš in bo vedno Mislim, več tudi na tem delala. Če gledaš pa po letih, pa bo, ne. A veš, če gledaš. Kar si zdaj povem, se je odprlo, ti imaš znotraj leta sezone, ne. Pa imaš pa znotraj Dejstvo. nastajanja biznisa sezone, pa znotraj življenja svojega si Tako v je. nekih sezonah, ne. Če Tako. gledava življenje, sva pa zdaj poletje, a ne. Tako. A ne. Zdaj delamo, dosti delamo, vlagamo v napredek, zalivamo. Tako je. A ne. Pač seme smo posejali, zdaj moramo pa zalivati, pa čakati, da raste. In tudi odvisno v katerem projektu. Pri tebi recimo, pri fantih, ki jih že imaš, a ne, pa eden še na pot, otrok, a ne. Ja, Ti si že Ti si že med poletjem, pa mislim na pol poti sta tam, ker bi rada z Uršo Blaka si razlagal, ne. Ja, kar se tiče števila, ja, okej. Recimo, ja. ne. Ampak drugače smo še kar tako spomlad, ne, dokler bojo fantje šli od doma. Če rečeš, da je dokler grejo od doma, je en cikl, ne, spremljaš spomlad, poletje, jesen. Ja, to trdo, ne. Tisti, ko bodo šli od doma, tisti bo že pol zima. Zima, ja, In bo ti v drugem. Sej, Ja. In pa bo prišla je bila nova prispodoba, pomlad, ja, je bila prispodoba za, lahko apliciraš zmeraj, ne. Ampak je cool. Tako, mislim, saj te po... Neko novo znanje mi je prišlo in videnem. mi je dalo več svobode, en novi aspekt tega, kaj je pol podjetništvo, recimo. Ampak tudi v zasebnem življenju, valjda, ne. Saj ni tisto, kar rečemo, zdaj boš se pa šel izobraževati na tem področju, izobražuješ se za življenje. Vse posod boš lahko apliciral. Neko znanje, ki ga dobiš. In ga rabiš. Kako? In ga rabiš, po moje. Ne vem. Logična Odkrivam zdaj tukaj posledica. pravijo eni, moraš deliti privatno življenje pa službeno življenje. Ne. In po eni strani se strinjam, in po drugi strani vse to je moj life. Hočem zdaj deliti moj life. Hočeš razdeliti eno življenje. Znotraj življenja greš zdaj deliti. Ne, pač ko si v službi, je tu tvoje življenje in ko priješ doma, je tu tvoje življenje in umetnost je sam, kako službo oziroma poklic oziroma projekte, ki se jih greš, izklopiti, pa vklopiti family life, pa pol izklopiti family life, pa vklopiti biznis, ali pa izklopiti oboje, pa greš ven s frendi. A ne. Ker jaz zdaj v tem trenutku tle, ki medva snemava ta podcast, vse izklopim. Mislim, izklopim, sej pač ne dajem pozornost temu, ne. Pa recimo je Urša doma, so vsi trije prehlajeni, bolni, a ne, kašljajo, grlo boli, vročino imajo. Pa je zadnji pri Zalifeu neke stvari so še za dodelati, a ne. Pa zadnji pri Pahkomu še neke stvari, ne. Ampak v tem trenutku zdaj tle ne morem jaz nič od tega reševati, ne. Ja. Kar lahko je, da v glavi, ko se spomnim, zaupam in sprejmem in zaupam, da na koncu bo vse okej. To je to. To pa je moja lekcija letošnjega leta, evo, iz splava. Sem pač smo šli na smučanje s to, ko sem bil v Jesu in sem povedal Urša in noseč. Ful vesel. In pol čez 10 dni po smučanju sem jim pisal, ali pa en teden po smučanju. Ni več, a ne.
Pa ima valjda vsak svoje mnenje. Ampak en vmes je najbolj napisal sam to, sprejmi in zaupaj. Dejansko pol je to bilo. Tek nikoli ne bomo vedeli, zakaj je to dobro, da 300 ni prešuhnem. Obstaja en kup razlag, kaj je dobro, kaj ni. Da ene duše sam pridejo, pa vidijo, da ni to za njih, pa hitro grejo. Eni si tako razlagajo splav, kar je tako ful. Bi rekel, prijetna razlaga. Tako, si tako pač, ok, če tam res čaka, kot je rekel Matej Turk, ne vem koliko milijard duš, da pride na trilijonov duš, da pride na živeti to zemeljsko življenje. Pač eni ostanemo, eni pa vidijo, da ni, recimo, ena od možnih razlag. Tako da na koncu karkoli se dogaja, lahko rečem, sprejmi in zaupaj, valjda pa hkrati, ok, kaj so moje vrednote in gremo čez te vrednote naprej. Da ne toleriramo nekih stvari predolgo. Sej nekaj časa jih, ka verjameš, pa upaš, pa sej bo boljš, pa sej se da. Ampak včasih moraš reči, sej smo ful se trudili, ampak ne gre. Tako da dajmo raj reči, Bobu Bob, pa gremo vsak svojo pot, tako ker je bilo z Jakatom letos. Super, bil je zraven prišel na bootcamp, 1 leto pa pol je dal vse od sebe, mrske se je naučil, mi smo lahko zaštartali ene zadeve, nastavili ene zadeve. Pokazali, da se da in pol si je najdel nekaj drugega, kar si ne bi najdel, če ne bi bil del za Life, ker ne bi bil tle na snemanjih in če ne bi bil na snemanjih, ne bi spoznal Žigata, Žiga ne bi videl, da zna dobro delati s kamerami, da zna pospraviti, da je vesten, da je za akcijo. Pol mu je dal priložnost, da je z njemu šel nekaj postavljati, ga je testiral na terenu, je videl, da je to in zdaj je vpregel ga, pa še Alena zraven napolnil. In je vrhunsko, Tako da top. In za Life v 2026 je, da gremo na next level. Pa je tudi tam prišla nova mentorca. Je že bila na oddaji Nikita. Pa se odpira ideja o sofinanciranju za Life pa delavnic v šolah. Pa kako bomo to speljali, je vedno več idej. Bolj kristalizira se. Ja, ogromno se je dogajalo to leto. Ja. In za naprej Jaz sem dvignemo prav nivo. navdušen, kam bo šlo vse skupaj. Mene je bilo en čas ful strah, da bo nekdo prišel pa nam ugasnil vse skupaj. Tako pač, kva se vi grejete, kdo vi ste, kva vi dela, veš, tako pač sam, niti ne vem kdo, nekdo pač. Ne vidiš ga, sam iz nekje pride in sam reči, zakaj? Ker lahko, ker ima to moč. Zdaj sem pa tako, ok, naj pride. Ideje ne moreš odstraniti. Ja, bomo se soočili s tem. Ko pride, se bomo s tem soočili. In dokler ne bomo dajali maksimalno od sebe. Saj v osnovi že itak veva, da tudi ti si rekel, za Life ni tvoj, ni moj. Pač je to, kar živimo tam v najstnikih, ki se daje v pogovorih, v starših, ta ideja ne bo šla stran kar tako, Ja. Lahko ubiješ telo, ideje ne moreš. In enega dne pač, ko jaz verjamem, da ne bo v enem življenjskem obdobju vsega premaknila. Marsikaj se pa da, ne? Ja. Pač za Life se je ustanovil zato s temi delavnicami v šoli, da ga bomo en dan zaprli s temi delavnicami v šoli. In da to rata redni del kurikuluma in ne rab več obstajati za Life ali pa ta del za Life, ker se bo to v šolah dogajalo samo po sebi. Mislim, samo po sebi. Bo to v takem podobnem ali pa takem načinu dela, bo to del šole. In to je to. Če bi otroci to dobivali na dnevni
dnevni ravni, ki so v šoli, da se 1 uro na dan ukvarjajo s sabo, svojimi cilji, sanjami, željami in so pri tem vodeni in se gradijo neke zadeve. A ne? Jaz mislim, da bi bilo vsem lažje v šoli. Lahko pol vržeš gor vsega znanja akademskega, kakorkoli hočeš. A ne? Če daš ti človeku prostor, da se v miru sam sabo en dan, 1 uro na dan štima, v katero smer hoče iti, kva hoče, kaj mu je pomembno, kako bo to naredil. Ja, jaz bi pa ne vem kako, super, dajmo provat. Ne pa jaz bi, tu se ne da, tu ne moreš, tu pa ti misliš, da si, ne boš ti tu. Ne? S temi vsemi zgodbicami, ki vsi živimo. Ne? In eni hitrej, ko jih prebiješ, bi rekel, da to je največja razlika med bolj uspešnimi, karkoli je pač za koga uspeh, ampak rečemo, kar v družbi tretiramo kot uspešni, ponovadi je vedno vezano na denar, poslovni uspeh, a ne? Pa manj uspešnimi, ne? Da oni se hitreje osvobajajo enih vzorcev na tem področju, ne? Ker lahko so super uspešni v biznisu, pa totalno neuspešni v romantičnih odnosih oziroma v kreiranju družine. Ali pa obratno. Super uspešen tle, pa tle ni, ne. In seveda je pa to subjektivno, kaj je za koga uspeh. Ampak s temi zgodbicami smo, ne. Nismo dosti dobri, nismo sposobni, nisi vreden, ne moreš ti, kdo ti misliš, da si. Glih ti boš igral za Real Madrid, ja, ti boš, ne. Itd. A ne. In tudi rabim, ne vem, kako ti doživljaš, ampak jaz na mentorstvih ali pa tudi na delavnicah rabim skozi te misli dajati na stran, ker meni tudi pridejo, ker mi te malo reče, pride na mentorstvo, kje bi pa ti igral, v LA Lakersih. Prva misel mi je, ne verjeti, star, kje boš ti igral. V Lakersih igral, si se pogledal, pač takoj pridejo te judgmental thoughts. In pa sem tako, it's okay, doesn't mean anything. The best, rad bi igral v Lakersih, super. Kakšne veščine rabiš, da boš prišel do Lakers? Pa evo, naredimo plan, kako boš zdaj na tem delu. Cool. In pa pomagaš te vzorce prebijati. Sam prve so pa takoj, kje boš ti, razumeš. Sicer jih je vedno manj, včasih je bilo več, včasih so letele celo ven iz usta, ne. Si mislil, da si cool, če kaj tazga rečeš človeku, ne, sočloveku. Kar se danes dogaja med mladimi. To, kar govoriš, je naša tendenca, da dajemo pol mnenja na stvar. Pa sva že zdavnaj ugotovila, da pol pri mnenjih se pol samo bojujemo, kdo bo zdaj imel prav. Kako se soočam? Prvo ujamem se, oziroma te misli pač bodo tam. Se ne pretvarjam najstnikom, da niso. Ko sem pred njimi, imam te misli razne in pridejo in povem, čemu sem pa predan. Pa katere misli so tam. In da ni nič nenavadnega. Sam naučil sem se eno veščino, kako jih ne poslušati ves čas. Če imam zadosti velik zakaj, ki ga čutim, da vidim in v praksi vidim, da dela dobro, držim, delam to, pač ne rabim v tistem momentu pol poslušati svoja mnenja. In sem dal nekaj vrednega drugi osebi, kar me pa je izpolnilo, kar se pol dobro počutim glede sebe, se uporabnega počutim, zakaj pa delam v osnovi delavnice in točno direktno jim povem. Saj ne delam delavnic zaradi vas, kakorkoli se mogoče čudno sliši, delam zaradi sebe te delavnice, ker mi veliko pomeni, ker se dobro počutim na koncu dneva. Zdaj, če ste pa vi in jaz zmagali v procesu, super, ne? Ja, sej na koncu vse delamo. In jim je super, da se ne sebični smo pri pretvarjam. vseh stvareh in ma ni tu ona slaba sebičnost, kjer ti z njo povoziš ljudi okrog sebe, ne? Ker mislim, da tle se tudi lahko ločimo, a ne. Ampak na koncu tudi, ne vem, plačaš nekomu pijačo ali pa doniraš, ne.
doniraš, ker ti je dober občutek, ne? Da si nekomu nekaj dal, nekaj nepričakovanega, presenetil si ga, mogoče si mu malo olajšal življenje. A ne? Sicer nisem mislil, da bi tu povedal, ampak je mogoče situacija tako ven šla. Recimo jaz zdaj na zadnje čase, kar sem hodil tako, ko gremo na pijačo z družino ali pa sem šel v aleji pač smo se dobila medva, pa sem par stvari kupil, pa sta tam sedela 2 policaja. Mislim, je zdelo ono tako, zakaj, recimo, ko gledaš Ameriko, so vsi tako thank you for your service, sicer bolj vojakom, ampak tako, načeloma, ne pa gasilcem, pa vsem, ne, na koncu tudi policajem. Pri nas ni te navade, ne, da bi rekel, hvala. Hvala, ker si izbral to službo, ne, da vsak dan daješ svoje življenje, pač dobesedno riskiraš svoje življenje, zato da jaz lahko tam v šoli se pogovarjam z mulci. In ja, potem sem razmišljal, če mi do njiju 2 ali ne. Pol je zmagal ne grem, ampak sem šel za šank, pa sem rekel, sta ona da že plačala pijačo, pa je rekla ne, pa sem rekel, dobro, jaz bom plačal. Pa ona rekla, hočete podkupiti policaje, pa sem bil tako, ja, s 5 evrov pijače, po moje, res. Bom dobil vse benefite na tem svetu, pa še vedela ne boste kdo plača. Pa sej si sam hecam, ja, v redu. Ampak tako, ne. Ali pa smo šli na, ne vem, tako se mi zdi, ke mi gre dobro, imam ta občutek, da v meni je, da želim drugim prispevati, pomagati, malo olajšati. To smo bili z družino na pijači, pa sta tam mala 2 šla za sosednjo mizo, ki je bila prazna, da sta gledala nekaj ven čez okno, tam drsališče v Kralj Matjažu v mestu. In se je zraven usedel en par in sem tako rekel, vas moti, pa on tako, ne, v redu je. Sta dejansko se usedla za mizo, vsak na svoj stol, ta mala 2 sta bila pa na tretjem pa gledala čez okno in sta to tolerirala, pač v redu jim je bilo, nista nič dramo delala iz tega, pa kva se greta ta mala 2, pol sta se še dol, pa tam obuvala, pa tako naprej, ne. Bi rekel tako motila mogoče nekoga. In pol nič, ko sem šel plačat, sem rekel, da je še tisto mizo, tista 2 čaja, metina ali karkoli sta že pila po računu. Ampak, ja, ker, ne vem, nekako se mi zdi, da je to fair. Da je tako pač okej. In nisem hotel o tem drugače govoriti, razen ker je bila ta situacija, mogoče še koga inspiriram, da dajmo več tega, ne. Dajmo si pokazati, da smo hvaležni, ne. Saj lahko samo rečemo hvala, ker ste tolerirali, lahko plačaš pijačo, lahko na kakršenkoli način, ne rabiš, ta je samo moj. Se mi zdi tako meni osebno kul, a ne. Pač te preseneti pol tako, ja, in bi je pa bil plačal. zate, ne? Ja, bi pa plačal čaj, ja, ne. Je že plačan. Kako, od koga? Je že plačan. That's it. Ja. In ne rabim nič, ne rabim tega, a veš. To mi je Herlin rekla, ne, pač. Pri Landmarku, ko smo bili, je rekel, je rekla, ful ljudem boš prispeval v lifeu in ne boš od vseh slišal hvala. In je tudi, to je okej. In je okej, saj ne rabiš. Čeprav če sem živel s tem, da rabim. Tako, to je bil tudi letos preboj pri meni. Je bilo tako ono, pa zakaj me več ljudi ne vidi, pa kva dobrega delamo, razumeš, pa kaj je s tem svetom, pa tam dela bedarije, pa ga vsi nekam na nek pedestal dajejo, pismo mi pa dobro delamo, ne. Še danes zjutraj, ko sem se peljal sem, osebno s leta na Val 202. Ne vem, kdo so kandidati in verjamem, da so zbrali super kandidate, ampak je bilo ono, stari moj, še koliko najstnikom smo mi prispevali, koliko družina smo prispevali letos. Tako pač, govorimo v tisočih, a ne. Sam je okej, a rabiš to? Ne rabim, res. Se zdi ful fajn. Ego rabi to, ne? Ja. Se zdi ful fajn, ja, te bojo dal, boš imel boš imel tretje. So na koncu, ko pa priješ domov, ne, pa te tam, moj ta mali mi je vseeno. Pa Urša me tudi ne vem, če me kaj bolj ljubi, zato ker bi bil osebno s leta na Val 202. Mogoče bi se kdo okrog mene lahko pohvalil, to je pa moj vnuk, moj
zet, moj sin, moj brat. Oče to Turši, moj mož, ne. Sam ta malim pa je čisto vse. Je oči. On je oči, on je zmeran super. Oči vse zrihta. Ja, tu je moja matra. Tak, kdo vse zrihta, oči. Do zdaj mi je ratalo še vse zrihta, tako da zaenkrat velja. In bo prišel dan, ko ne bo mogel zrihtati, ko bom rekel, sine, zdaj pa ne bo oči zrihtal, to boš pa ti rabo zrihtal. Ali bova pa skupaj. Ja, ne, kakšne stvari ne bova skupaj. Bo rabo on. In tako da. Ko bom bil tako, bom rekel, lej, zato da boš ti en dan oči, ko bo tudi lahko vse zrihtal. In bo še en dan lahko oči, ko bo svojemu sinu, hčerki rekel, lej, tega pa ne bo oči zrihtal. To boš pa rabo sam. Tako da, ja. Se že veselim teh let. Fascinantno. Prihaja. Vedno zadrži ta objektiven zunanji pogled. Razumem, vse je. Pa tudi prišla misel, pa se zadnjič sprašujeva z Lauro, a si ti zih? Jaz 42, ona 41, a si ti zih? Ja. Ok. Ker so si tako zbrala. Ja. In Malo drugače. Pa ja, ta zunanji je treba gledati, dolgi rok. Ne. Kaj je dobro na dolgi rok? Če gledaš, kaj bi bilo zdaj dobro, pol delaš same bedrije. Zdaj bom objavil skupino za starše. Sem bral to Bodi najprej človek od Roberta Lična, drugi del. In je noter zgodba, ko naj bi ta Andrej pa Marija sta glavna lika in Andrej dobi možnost napredovanja. In pol je pogovor o uspehu, kaj je uspeh. Ne? In itak je subjektiven in pol v firmi so zrihtali Andreju, ki je napredoval za direktorja, trenerja in je imel prvo coaching uro. Zdaj, kaj pomeni biti uspešen? On je sam poslovna uspešnost. Ne, to je cel life. Ne. In vsi hočemo biti uspešni. Ne. Se ni nobenega zaposlenega, tudi medva v tem pogovoru na nek način si želiva imeti uspešen pogovor, ker zdaj nekdo to posluša. Otroci, vsi si želimo biti uspešni. Ne. In dobro, na koncu epilog je, da so 3 vrste ljudi. Oni, ki so uspeli, oni, ki so na poti uspeha, pa oni, ki so se zgubili na tej poti iskanja uspeha. Ampak vmes je dobra zgodbica, ki ona reče, zakaj misliš, da otroci igrajo igrice? Ker si želijo biti uspešni, ampak če pogledaš, ne, point je bil, da ti menjaš področja. Če veš, da si nekje neuspešen, najdeš novo področje, ki bi bil uspešen. Ne. Za otroka igra igrice, če v eni igrici neuspešen, pač zbriše igrico in gre drugo igrico igrati. Ne. Tam, ki bo bil uspešen. Vsi si želimo tega. Ne. Zdaj, zakaj toliko veliki igrajo igrice? Ker premalo slišijo pohval. Ko se za nekaj potrudijo, je tu premalo veselja. Mi se ne znamo veseliti v Sloveniji, se mi zdi, kad nekaj dosežemo. Ne. Tako, v redu je. 22,000 najstnikov. Bomo, ko bo 100 jurjev. Kaj bomo 22,000 proslavljali, razumeš? Pa dej, tam pride mi misel, pa dej, story, post, dej, sam 22k, pa putem gor, pa kaj te briga, razumeš? Folk daje za manjše dosežke stvari gor. 100 followerjev, 300, ne? Pač super, ne? Jaz se tega ne znam, meni je pač to zguba, dej, kar neki, ne? Imam eno prigodo. Sam da dokončam, ja. In v glavnem, ker je premalo pohval, v resničnem življenju igraš iskati v virtualni svet, ker si pa sproti skozi nagrajen. Dobivaš neke kovančke, bananice, zvezdice, nekaj, ne? In te skozi nagrajuje, ne? In ti je tu fajn. In zato to veliko ljudi, tudi odraslih igra igrice, ne? Se ti zdi, pa odrasel si pa igraš v neki Fruit Ninja, ali kaj je bilo en cajt popularno. Jaz, ki sem jo videl, mi je bilo tako, no way, kako nekaj režeš sadje, kaj je tu?
Ampak ja, sem bil pa odvisen od gaminga, ampak rečemo igrski si mogel vlagati trud noter. Sprav, ena igra traja 40-45 minut. Ni toliko hitrega rewarda, ampak čas ga tudi ni. Ne. Čas ga 5 ur ni, ne. Si 5 iger zapored zgubil. Ampak si iskal tam neki noter. Ne. Tako da ja, v bistvu je to, da eni so uspeli, ali pa na enem področju, ne. Eni so na poti uspeha, eni so se zgubili na tej poti in če to razumeš, pa lažje vodiš ljudi, ne, kot ta direktor, ki je zdaj mogel svoje zaposlene vedeti, kaj se z njimi dogaja. Ne. In zakaj otroci igrajo igrice in da oni otroci, ki so več pohvaljeni za realne stvari, ki jih dosegajo, ne pike si zavezal čevlje, je 12 let star, ne. Zdaj bom ploskal za vsakič, ki si zaveže čevlje. Ja, in pol razviješ odvisnost, ne. Pol pa sem se pomislil od tega fanta, ki smo mentorirali, ki je imel to odvisnost, ne. Oče dela 12 ur, mami tudi kaj podobnega, ne, nimajo dobrega odnosa, ampak če ni doma, pa ko oči prije domov, pa sam, ko je bilo v šoli, tretje še dum, ne, že tako ga ni, pa ko pride, pa sam dol. Sicer zamislijo, da te želi spodbuditi v najboljšo verzijo sebe, sam te še bolj peha poriva v ta svet, kjer ti pa želiš biti uspešen, ne, želiš si imeti to pohvalo, priznanje in tako naprej. Izvoli zgodbico, ki vidim, da ti zadaj tišči, da jo moraš povedati. Direkt se navezuje na to, kar govoriš, so veščine. Je med eno poletno delavnico najstnik, ki je tudi bil v igricah in zakaj so ti tako všeč. To, pa dobi, pa ne ve, pa on pač tam nekaj klika. Katere veščine, sem ga vprašal, katere veščine treniraš, ko igraš igrico? To. Pol je med delavnico, ko se pogovarjamo o umetni inteligenci, so ustvarjali neke svoje izdelke, a ne? Ene posamično, ene v skupinah. Je imel en tak prav, ki se mi je vtisnilo v spomin, a ne, skill issue. Težava v veščinah. Na trenutek nimam veščin. Je konstantno iskal, katere veščine zdaj rabi dobiti, da bo tu napredoval, ne. In je točno to, kar si govoril, ko se fokusiraš na to, katero veščino si pa zdaj treniral, ko si se za nekaj trudil. Ja, saj ti bo pol veščina, ti bo vse posod uporabna, ne. Ker pol na koncu dneva se boš počutil dober, ne samo tisti dopamin efekt, ampak tudi srečen. Napredoval sem. Okej. To lahko pa zdaj tu uporabim, tam uporabim. Recimo direkten primer. Žan lansko leto, se bo v podcastu, mi reče, zakaj se toliko primerjaš z mano, ko bi rad postal ne toliko fit ali kakorkoli. Jaz imam 14 let tega, imam neke veščine, ki jih ti trenutno nimaš. Ti zdaj se z osnovami ubadaš. Sam kje si pa bil pol leta nazaj? A imam zdaj več veščin? Imam. Je samozavest zrasla, se bolje počutim, ja. Si nezadovoljen trenutno? Ja, stvar veščin, skill issue. Pa repetišna. Ja, Pa ponavljanje. Toliko se mi je res ucvrlo se mi v možgane. Tisto delavnico je tega ponavljal pa skoraj za vsak tretji stavek. A ne, ker pa je bilo na mestu. Aha, tega ne vemo rešiti, skill issue. Ja, definitivno. Za veščine rabiš ponovitve, ne? Kar sva pa pol naredila, ne? Pa smo pa shekali, pa sem rekel, issue mi ne zveni, ne, to je kot težava, ne, zveni negativno in se konstantno malo negativno govoriš, da nimaš tega, ne. Kako bi lahko mi to nadgradili, ta tvoj izrek, pa da bi bilo tudi catchy, da bi ti bilo zanimivo ponavljati in da bi sam sebe sabotiral pri tem na pozitivo, ne. In smo prišla na idejo skill gym. Gremo v skill gym. Ne, v telovadnico za veščine, a ne. In pol je pa to ponavljal cel dan. In se mu je vtisnilo in tudi meni, a ne. To pol prineseš odgovornost noter. Ja, okej. Ja, da pogledaš, kaj Grem deluje v telovadnico za veščine danes. To je to. Bravo. Da mi je taka lepa bila. Dobro, da imam ta podcast, da zvem to, ne. Ja, pač. Cool, se strinjam. Vse ima svoje mesto, pa svoj cajt. Vse ima svoj čas in svoje mesto.
Ja, skill gym. Mi v 2026 gremo v skill gym. Kje, če greva po področjih življenja, zdravje, dobro počutje. Recimo, kje boš, Fokus, doslednost. to je Integriteta. podpodročje, ne, da malo razdeliva, tako kot imamo, no, to je podpodročje miselnost. Kaj da? Podpodročje je miselnost, a ne? Se pravi, področje zdravje, dobro počutje, kjer imaš spanje, hranila, hidracija, gibanje, miselnost, a ne? Tu spada v miselnost, doslednost in Tako je. fokus. Ja. Kere veščine še. Mislim, doslednost je tudi pol v kariera, finance, ne? Je tudi tam zraven. Vsa področja se vedno prepletajo, no. Seveda. Mislim, Ampak če bi fokus, doslednost pinpointal, pri kje meni. je ver, je v miselnosti. Ne? Ver ni v karieri. Lahko, da si zaradi kariere rekel, jaz hočem to, ampak na koncu, kam se bo usedlo, je Potem je veščina planiranja, okay. urnik planiranja. Kere veščine še. Ali sistematizacija, sam za večjo jasnost. Najdete sistem, ki bo deloval, ali najdete plan, ki bo deloval? Sistem je. Kakšna je pa razlika? Mogoče bi kdo to poslušal, pa si mislil, pa dobro, kakšna je razlika med sistemom pa planom? Plan si zastaviš in ni nujno, da življenje te bo sledilo temu planu, ne. Se lahko marsikaj nepredvidljivega zgodi in ga lahko prirejaš. Sistem je pa v ozadju, ki ti omogoča, da na podoben postopek neko stvar greš, pregledaš, torej nek postopek, ki ga pol hitreje izvedeš, kot pa če bi zdaj vse na novo odkrival. Sistem je že, okej. Nekje sem se ujel, pogledam ponovno, kaj mi ne deluje, pač sistem bi bil to, ne. Dava konkreten primer. Je, recimo, žal mi je prišel spet na misel, ne? Prehrana. Ne? Se pravi, sistem je, da imaš ti postavljen, kaj je zjutraj, za malco, za kosilo, za malco, zvečer. To je sistem. Ne? Zdaj ta sistem rata tudi plan. Ne? Se pravi, ob tej uri pol ga dovršiš. Pa pol pride, pa imaš po sistemu je na vrsti piščan z rižem, ti pa poješ pico. In zdaj, kako večina ljudi pa reče, nič, danes sem že zafrknil in pusti sistem, ne. Ker je plan se prekinil, tudi sistem prekineš, ne. Dobro. Namesto da, okej, ni šlo po planu, ampak sistem pa držim naprej, ne. Tle je tako, no, pač odkrivam te dve besede, kakšna je razlika. Zato se te vprašal, ko ti dojemaš in ta primer mi je prišel gor, ne. Se pravi, imaš postavljen sistem, zjutraj se vstaneš, bomo naredili, ne, jutranjo rutino, pogrem tam, Zdaj rabiš ga bolj definirati, narediš bolj konkretno strukturo, plan. In vemo, da življenje ima pol svoja pota, ne. Pridejo take in drugačne dnevne bombice noter. Pravi, da če izpolniš 100% svoj urnik, živiš premehno življenje, ne. Ampak ja, samo zato, da, a veš, se mi zdi, da je pomembno, ker si zadamo neke cilje, neke stvari, ki jih bi radi izboljšali, naredili, predrugačili, a ne transformirali, da vemo, kaj točno, a ne. Ker po moje planirati znaš, ne. To si se itak učil na ILP-ju in tako naprej, pač na Introduction Leaders programu smo imeli planiranja bolano. Znamo mi postavljati. Tu je cilj, strukturo, plan, pa ne, KPI, tu se ta teden zgodi, nasleden ali pa danes, jutro in tako naprej. Ni to problem, ne. Pa znotraj tega si ustvari sistem, ne, ki bo podpiral to celo zadevo, ne. Recimo tudi za fokus, ne, ker probamo iti čez, pa sem danes en dober post prebral, ne, pač ne boš ti imel fokusa, če tvoj živčni sistem ni okej.
Če imaš ti živčni sistem skus v adrenalin stanju, pač ne boš imel fokus. A ne? Se pravi, kako zdaj živčni sistem, simpatični, predvsem pa parasimpatični, ta regeneracijski sprostiti. Oziroma, malo, da sem zdaj zamenil, ampak v glavnem imaš ta sistem, ki je skus alert, nevarnosti, in ti šop adrenalin in si, fight or flight. Se pravi, ali se tepeš ali pa bežiš, in pol ta drug je pa za regeneracijo, ki je pa večinoma zanemarjen. Ne? In ne boš fokusa imel, če ne bo se regeneriral. In ker imaš ti spanje, imam tudi jaz spanje, ne? Se mi zdi, da je definitivno to eno področje, kjer bi si jaz za 2,26 zadal, stari, ni manj kot 7 ur na dan. Pač no kidding, ne? Pač jaz moram iti ob 10 spat, ne? Ker sem se zadal zdaj, da se ob 5 zbujam, ker imam eno jutranjo rutino, ki mi je trenutno fajn, in da sem ob 6 v džimu, in da pol ob 8 štartam dan, in rečemo pol spet ob pol 10 zaprem vse, se umirim, da ob 10 zaspim, to bi bilo zdaj idealno. Rečemo, da to je moj fokus, kar dnevni. Ne bo vsak dan rato, ampak vem, da večino dni pa lahko. Sam je par distraktorjev v hiši, ki jih moram vršiti ven. Zdaj ali televizijo, ali ženo, ne hecam se. Ker zvečer pač ona rada serije gleda, ne. In pol se jaz pridružim in pol tam gledaš, valjda, ker so tako naštimane, sam še ena, ne. In gledamo te suce zdaj za nazaj. In res mi ni tako, mi je cool, pa mi ni cool. Zdaj, ker ni kontrolirano. Recimo, tam je pol tako. Sploh pa moj mind, ki je navlečen na ekrančke in vse te stvari, čeprav mi tudi zadnje čase telo pol sporoča, da me oči začnejo boleti, oziroma tle zadnji za očmi me začne glava boleti. Če sem preveč v ekranih. Že, če nočem te bolečine imeti, moram zmanjšati. Kar mi je cool. Ti telo pove, jalo, stari. No šlo več, ne. Zdaj pa pač sam še koliko časa hočeš tolerirati to bolečino. Tu je vsa izbira, kaj. Ampak, glej, bolelo te bo, če boš preveč gledal. Zdaj pa izberi koliko časa, lahko pa pripeleš se v nezavidljivo stanje, ja, ne. Tako da, alright, sistem, doslednost, fokus, spanje, kaj še, del sistema. Ma začetek delati na tem. Ja. Se strinjam. Če apliciramo na vsa področja, zna biti res cool. Dobro, ne, ta tišina je tako 2,26. Bring it on. Lansko leto sem prav pohvalil, ker sem prvič bil za novo leto miren. A bilo je mirnost samo na enem področju. Na finančnem, ne, je bil en preboj. Letos je neka druga mirnost prisotna. Ampak bi rekel naslednji nivo. Zakaj ne? Naslednje leto gremo na naslednji nivo. Let's go. Ena dobra beseda v angleščini, complacency, ne vem točno, kako bi prevedel v slovenščino, a bi prevedel kot se zadovoljiti, pa pol tam ostati, stagnirati, ne. To jaz razumem, ko slišim complacency, pač ni Complacement. complacency. Da za uneke poslušate, brskam prevod. Complacency. To je samo zadovoljstvo. Prevede Google. Samo zadovoljstvo. Da ne bo kdo mislil, smo rekli samo zadovoljevanje. Samo zadovoljstvo. Da si zadovoljen sam s sabo.
Aha, okay. To ne Pa sem pomeni, ga tudi drugače razumel. to ne pomeni, da ostaneš na mestu. Lahko še tako pogledamo. Recimo za vse, ki se hočete igrati, ne, kako smo mi na enem leadership programu delali. Ne. Sprav, ko je prišla beseda, ki je nisi razumel, si recimo napisal complacement meaning. Kaj pomeni, ne? In pol odpreš dictionary, recimo reče complacent, showing smug or uncritical satisfaction with oneself or one's achievement. Aha, smag, skratka, malo zvišeno. Ne? Nimam pojma, kaj je smag, dajmo preveriti, kaj je Oziroma smag. smag. Smag, prevod. Ja sem ga butnil mimo. Daj nekaj, kaj mi to kaže. Tle, polno enih. Glej ga. Kaj je? Kako sem do tebe prišel? Tu reklame pa nekaj, pa sem izklikal. Se opravičujem. Smag. Isto reče smag. Ma isti prevod. Samozadovoljni. Aj mogoče angleško. Smag. Meaning. Having or showing an excessive pride in oneself or one's achievements. Sprav je ta vzvišenost. Ja. Ja. Pa se mi je zdelo, da je complacency ni glih ravno v pozitivnem smislu, ne? Ampak je bolj kot neka ovira. Zadovoljil si se in zdaj jadraš na tem. Nekritično zadovoljstvo za samim seboj ali svojimi rezultati. To pomeni, da ja, na nek način vzvišenost, a ne, kao tako si popolna. Zanimivo. Ja, da ne rabiš več napredka, ne? Ja. Mislim, najbolj se počutimo itak, ko napredujemo, pa rastemo in se razvijamo. Ni udobno zmeraj, včasih tudi boli, ko padeš kaj, ampak kaj ti bo zares zadovoljstvo prineslo, se mi zdi napredek pri samem sebi. Rabiš se znati tudi pogledati za nazaj, meriti to, brez tega ne gre, ker sam tisto, kar se tebi zdi, da si napredoval, ni nujno tako, ne? Lahko da je samo v tvojih očeh. Ja, mogoče, ne vem, jaz to zadovoljstvo gledam tudi tako, kot sem prej rekel, ne, a si zadovoljen s tem, kar imaš, ne. A si zadovoljen s svojim napredkom. In valjda pogledaš, ne, ali lahko danes kaj več, kaj boljš, kaj drugače. Ja, to bi bilo pa satisfied, ne? Ok, lepa, ja. Se pravi, samo zadovoljstvo ali pa zadovoljstvo. Ja, jaz bi ga poparčkal z hvaležnostjo pol. Ne vem, kak bi ti drugače opisal zadnje tedne, kadarkoli se nekaj slabo počutim, ujamem v nekaj, če si sam hvaležnost neko izrečem. Takoj pozitivno naravnano, vse skrbi zginejo, strahovi zginejo. Pol je tudi to, da sem zadovoljen s tem, kar imam in hvaležen za to in ok, cool, kaj zdaj lahko še ekstra, kaj lahko nadgradim, kam lahko grem naprej, komu še lahko. Pol sam v pozitivu gre. Ne, bi rekel, da se pol pojavi ta najin zakaj, kar mantrava. Ja, se strinjam. Res je, ko imaš neki izziv, če si najprej poveš, okay, da si že prišel do tega izziva, problema, težave. Se je moglo nekaj zgoditi, nekaj dobrega ponovati. Pa tudi super, da je tam, ker zdaj imaš možnost zrasti. Si hvaležen za priložnost se nekaj novega naučiti. Ja. Hvaležen za bolečino, ki me bo premaknila naprej. Hvaležen za bolečino, aha, bo zrasla mišica ali pa veščina ali pa jaz. Ne. Aha, cool, bo ta odnos lahko šel na next level, na naslednji nivo.
In rabiš si lahko prebiti nekaj. to sfero, ne, ki vidim danes, ki se pogovarjam z mladimi, pa že pri nas je bilo tako, pa tudi jaz sem mogel to, ne. Ja, nekaj se bo treba novega naučiti. Ne, že spet. Pa dosti me te matematike, pa biologije, pa kemije, pa fizike, ne. In ker je premalo Spet ne vidiš smisla v tem. premalo povezano z življenjem, ne? Da bi ti videl, kaj ti to daje za življenje naprej. Ne? Saj, če mladim le, osnovna šola je kot balet, ne? Večina ljudi ga noče trenirati. Ampak ga moraš, če nemajo starši težave. Ne? Pride CSD tako naprej, če ne končaš osnovne šole, zakonsko. Mhm. In zdaj, ok, tle plešemo balet. Tako je. Kako zdaj lahko balet, kaj lahko pri baletu treniraš, da ti bo prav prišlo za celo življenje? Mm. In spet, ne zamujaj, disciplina, doslednost, bodi spoštljiv, naredi stvari, ki jih ne maraš, da prideš do rezultata. Skill gym. Ja, točno to. Ne? Ja. In šola je, če jo tako pogledaš, je telovadnica veščin. Rabiš se soočati s takimi in drugačnimi ljudmi, tako strani učitelja, avtoritete, rečemo, enkrat boš imel šefe, poslovne partnerje, ki ti mogoče ne bojo všeč, ampak boš rabo z njimi delati, ker ali pa ne boš delal, ne. Mhm. Ali pa sošolci so kar sodelavci, a ne. Priješ v firmo in ne veš, kakšne vse imaš noter različne karakterje. A ne. Ja. Kakšna je kultura, vrednote in tako. Malo veš, valjda na razgovoru lahko vse to ugotavljaš. Sam sigurno ti življenje preko slej da na pot enega sodelavca, nekoga, enega človeka, ki ti bo pritiskal ene triggerje, da se boš lahko nekaj novega naučil, navadil, razrešil, zrastel. Ali pa se razširil, kakor če kdo temu reče. Ja, in isto si imel že veliko pogovorov, tudi otrok je s tem namenom dan. Ja, tvoji otroci so pa you'll see. A ne. Ker so pa cel čas tam, ne? Ja. Ampak je zanimivo tako, drugače malo, če greva tako malo pogledati najstnike generacije. Jaz v zadnjem času opažam, da pa ne vem, ali so tu samo posamezni primeri, ali bi tu lahko posplošil na generacijo, ampak nekaj se dogaja, drugačni so. Govorim pod 15, se pravi ta alfa generacija, ki zdaj od 16 naprej je Z generacija. By the way, je rečejo zgubljena generacija, ne? So te, ki... Si parkrat to Ja, meni. no. Pa imaš pa alfa, tu so pa te zdaj od 0 do 15. Mhm. A prav ta razpon je. Kaj pa prav kao ne, tudi moja dva, ta mala dva, oba dva sta v tej generaciji, ki pa ne če ne vidi smisla, ne bo delal, pa ni važno, kaj je, stari. Ampak lahko gre v take ekscese tudi, ne, da ne vem, smo toliko moški očetje ratali bolj soft, ali si ne upamo, se bojimo, ali nam je vse eno. Če bilo tako na generalni ravni. Kad danes otroci tepejo starše, ali pa rečemo, zdaj sem zvedel za primer, ta malo tepe mami, fotor nič. A veš, to je meni tako presenetljivo. Jaz ono, da vidim taja starega 12 let, da udar Uršo, stari moj. Več stvari bi rekel. Eno je naš bias, ko se ukvarjamo z tistimi najstniki, ki imajo malo več izzivov. Ker realno pogledano pridejo pol taki in mislim, da ni jih toliko več, sam midva jih zaznava, ker se pol tudi s takimi starši, ki imajo več izzivov doma, pogovarjamo in pridemo v stik. Ja, pa ni in tako nujno, naprej. niso vsi, ne. Ne, vsaj ne. Ja. Definitivno niso. Kaj mislim, se v šoli pogovarjaš, pa a veš, kaj mislim. Eno je, da vsak ima na voljo družabna omrežja, pa internet, pa vse sorte lahko vidiš. Najstniki med sabo bodo si to podelili. Tudi tisti, ki nima sam svojih naprav, slej ko prej prišel v stik s tem. Bo manj na njega vplivalo? Ja. A bo
bo bolje tam, ko je družina prisotna, starša, oba, ja. A bo manj imel izzivov, če bo se na vrednote, če bodo se vrednote tudi doma poudarjale v družini, ja. A bo manj imel izzivov, če bo znal omejiti, pa imel tak vzor tudi doma pri starših. Mislim, vse so kopija nas starejših, pa pol tudi medijev. To, s čim imamo mi izzive, imajo oni sam še toliko večje. Če imamo mi danes več izzivov z tem, pa vemo, da marsikeri mediji nam laže in so tam neke agende, ki jih hoče, če jih poslušaš, vplivajo pol tudi na tvoje življenje. Imaš pa že, to pa ne računamo, imaš pa že to moralno razsodnost, če jo imaš seveda, ne. Imaš izkušnje leta in leta nazaj. Veš, kako je bilo prej, kako je bilo zdaj. Ja, ta generacija ne pozna druge realnosti, kot je ta. Danes niti več noben ne bo gledal televizijo. Samo YouTube pa razni socialni mediji. Televizija, ne vem, če kjer jim. Ker vprašam, dam kako referenco, ker rad povem, kakšno referenco iz filmov, me marsikateri debelo pogledajo, pač, ker ni več toliko aktualno. Ja, živijo pa v igricah, živijo v socialnih medijih, pa svojih skupinah, ki si jih kreirajo. A so ful drugačni? Jaz mislim, da ne. V osnovi smo še zmeraj ljudje in vsi bi radi pripadali, bi radi bili slišani, ljubljeni bili. Pa kaj si še rekel zadnjič? Mi je bilo super, ker si te 4 stvari naštel. 6, ja. Vsi hočemo biti uspešni, Tudi zaslužiti uspešni, veliko denarja, seveda. karkoli že to pomeni za koga. In za njihov primer končati šolo. Saj oni si želijo končati šolo, saj ne želijo biti najuspešniji v šoli. To je tak reč, ko sem prej govoril. Oni si želijo biti uspešni, sam ne vidijo smisla. In pol jim je težko to delati. Ker jim ga In ne ga ful nekdo hitro ponavlja. najdejo, ful ga hitro najdejo. Zdaj Ja. smisel, če že ne drugega, ko se pogovarjajo, a imaš rad očija pa mame? Ja. Ok, si se obnašal tako v skladu s tem? Ne. Da. Se ti zdi smiselno, bi ti bilo fajn, če se imate doma malo več pogovarjate o stvareh, ki so ti pomembne, pa si ti lahko kaj prispeval, pa se zaradi tega dobro počutiš. Zdaj hitro prideš ko se o tem pogovarjaš, ne. Starši, ja, ko recimo na mentorstvu z najstnikom pridejo, ja, ne vem več kaj narediti. Dobro, v redu, pač. Smo se premalo dali fokusa na to, a je bila služba tam, ki je več časa vzela, ali je, saj tudi ti nisi priročnika dobil, kako svojega najstnika vzgajati in tako naprej. A si mu kdaj bil slab zgled oziroma zgled, ki se po tebi nekaj povzel, zdaj dela, ti ni všeč, ok, cool. Dostikrat smo, v dveh mentorstvih sem bil prevajalec, pa sam za 1 uro prevajalec, ne. Da sem samo poslušal, kaj je ena in druga stran pravi, in starš in najstnik, in potem sam povedal, kaj slišim jaz, da najstnik v ozadju reče, kaj slišim jaz, da starš v ozadju reče. In pol smo prišli do istega, da se imajo radi. Pa ljubezen nas povezuje, pa želimo vsi biti srečni, in pol smo malo pozabili, da ekipa je najmočnejša skupaj. Je zelo enostavno. In hočemo pripadati, kaj je ena mama rekla, ne morem več, moja najstnica, saj je dobro, 18 let, ne morem več, jaz me bom izselila. In pol je najstnici prekliknilo, ne, jaz hočem pripadati ekipi domači, ne. Ne, to pa ne. A ja, ok, a si se obnašala tako, da ja, ne. Ja, Dobro, umetnost ne. je, ne, kako v tem hitrem svetu radi rečemo, ne, polnem informacij, ne. Vsi imamo izzive, na prvem mestu odrasli, in tega se rabimo zavedati. In če imamo mi odrasli izzive, ja, seveda bodo imeli najstniki, ker še niso pač dali ne vem koliko izkušenj čez in ne vejo, kakšne posledice bo lahko to imelo na daljši rok. Še mi ne vemo, kako bodo oni vedeli. Za teh, ok, recimo tiste res otroškosti po 5, 6 letih, ne.
ker tam nek prelom ponavadi rata, najkasneje pri 8 letih. A so najstniki ta, kot si rekel, Alfa generacija. alfa generacija res drugačni? Težko bi ti rekel. Jaz bi sam rekel, to je nek opis neke generacije, ki jim generalno bi se rad nazaj vrnil. Ne? Ker generalno so neke značilnosti, ki so posebnosti družbene, kulturne, tistega časa. Ker z malo manjšim, malo drugačnim pristopom boš več dosegel za toliko staro osebo, kot pa za toliko staro osebo. Tudi logično, da jim je v različnem časovnem obdobju nekaj drugega pomembno. Tudi midva sva se vmes postarala. Danes malenkost druge stvari so nam pomembne, kot pa 4 leta nazaj. Sva skupaj gor rasla kot ekipa za live. Da ne bom preveč filozofiral, bi rekel, ko gremo na kakšne šole bolj obrobne, ko vidim, da so manjše skupnosti, tam vidim, da je čist drugo obnašanje v razredu, čist druga mentaliteta v razredu, kot pa recimo večkrat v mestnih okoljih, je pa čist, bi rekel, v kakšen razred rasul, drugi razred je pa super. Pa če še eno sporednico vlečem, ko sem bil na eni od ljubljanskih srednjih šol, pa smo že na večjih bili, kjer je delovalo, pa je funkcioniralo, pa je bilo super. Sprejeto, recimo, program je na tej eni, popolnoma ni, ampak če bi malo analiziral, kaj je bilo tisto, kar je manjkalo, na sami delavnici so mi tisti najstniki tam rekli, pa res niso hoteli sodelovati v delavnici. Je bilo očitno, da kar nekaj posameznikov sploh ne ve, zakaj tisto šolo obiskuje, sam zaradi tega, da bi imelo nek papir, pa da neko srednjo šolo naredi. Nek tisti minimum. Je bila ena poklicna šola, niti nima veze kam. Tistega, zakaj bi on tam sedel in bi nekaj odnesel od neke delavnice, ki je šola namenila, da vsega slišanega, prebranega, kar smo jim povedali, ustvarili nek odnos, da bi to bilo jim super in bi jim prispevalo. Osnovnega smisla, zakaj obiskuje šolo, ta ni imel postavljenega. Sigurno. In eni posamezniki pa so imeli in smo jo speljali tako, ne? In se šola generalno odločila, ne bomo na ta način, ne bomo sodelovali, ne bomo v to vlagali, ne, rabimo na nek drug način pristopiti. In meni se zdi, drug način definitivno bi bil pomagati tem najstnikom, če še ni prepozno, seveda, ne, da najdejo svoj zakaj, da veliko več v to vlagati. Ja, nikoli ni prepozno, sam je pa tak, ne. Čim večjo skupino ljudi imaš, težje je pol to narediti. Z 1-na-1 pristopom veva, da je enostavno. Tudi šole nam rečejo, 1-na-1, ful v redu, dečko ali pa punca, ne. Sam, ko pa je v razredu, ne, ja, tam je pa že druga dinamika, tam se pa rabi mogoče dokazati, pa želi pripadati skupini, pa se bo zaradi tega drugače obnašal. Logično ti je, da ne bi smel določene stvari početi, ker bodo posledice, ampak pripadnost je toliko močnejša, želja po pripadnosti je toliko močnejša, kako boš sprejet med vrstniki, ker to je najpomembnejše, ne. Saj tudi nam je bilo. Jaz sem delal ful neumnosti v osnovni srednji šoli, samo zaradi tega, ker sem mislil, da rabim nekaj pripadati neki skupini, ne. Da bi ugajal, da bi bil všečen. Ja. Samo vseeno so neke razlike, saj tako jih zaznavajo. Mislim, so. Družbeno zaznavajo. Drugačen pristop bo potreben, da bomo lahko skupaj sodelovali, sigurno. To je logično. Jaz rečem, da živimo zdaj v enem hipersvetu, ki ga je AI še pospešil, in se mi zdi, da mogoče moja izkušnja, moje videnje je, da mi smo mogoče imeli čas se počasi razvijati. Za te generacije, ki zdaj prihajajo, pa ne vem, če.
Če želijo imeti določeno kvaliteto življenja. Sicer ne vem, ker pač prihodnosti ne znam napovedati, ampak te, ki se malo ukvarjajo, pravijo, da največja veščina, ki bo delala razliko, je fokus, a ne? Zmožnost držanja fokusa na eno stvar. Bolj kot koliko si pameten, kreativen in tako naprej, bo fokus. Ker vemo, da danes rapidno pada. In drugo je uporaba AI-ja, a ne? Ali boš znal kaj delati s svojimi rokami, ali pa znal uporabljati AI. To pravijo, da bo razločevalo v prihodnosti, a ne? Kamor trenutno gremo. Ampak za oboje rabiš neke veščine, ki jih rabijo nujno zdaj. Če ne bojo 26-letniki, ki mami hodijo z njimi, mamice pa oči hodijo na mestnih na razgovor za službo. A ne? Bodo tudi. So že zdaj. Kar je tako nepredstavljivo za 10. Jaz bi tudi rekel sistemsko, kdo je sistem, spet smo to ljudje, ne? A smo jih na ta način postavili, da bo res za vse delovalo? Ja, ne. Ne. A smo postavili vrednote na prvo mesto? Ne. Ja, ne. Se velikokrat pozabljajo. Imamo to novost. Ja. In potem pridemo na to, okej. Imaš tak procent ljudi, ki želi pač preživeti in se čuti, da ne more drugače, da ne bi druge izkoristil, ne? In za vsako dobro stvar, jaz se strinjam tudi z gosti, ki so bili, pa so o umetni inteligenci govorili, pa jaz sem veliko na to preštudiral, pa nisem zdaj znalec, ampak če imaš ti svoj kompas postavljen in ga uporabljaš za neko dobro, za produktivno in tako naprej, boš to uporabljal. Nekdo, ki bo želel izkoristiti, bo izkoristil, bo tukaj sam še te več možnosti imel z bolj naprednimi orodji. To je vse, kar je. Ja. Zdaj catch, In kako zdaj to ujet zrihtati. čim več se o tem pogovarjati, da ljudje bomo vedno imeli stiske. Tam, ko se nekdo počuti samega in zdaj rabi preživeti, kam se bo zatekal k nasilju. Vse se tudi mi. Te vrednote, te odnosi, jaz bi rekel ljubezen. Noben ni imun na ljubezen. Ja, definitivno. Tudi tak, pa sem en zanimiv dokumentarec gledal, recimo te skemerji, reporterka, ki je šla na teren to raziskovati in na drugem koncu planeta nekdo, ki kliče v recimo, ne vem, ZDA in tam nekoga oropa celih njegovih prihrankov, pa še več, ne, zadolžiti se in vse mu vzame in zakaj to delaš? Jaz se zavedam, da ni okej, sam kaj, če mi pač moj tist, ki vodi to celotno organizacijo, doma grozi, da bo mojo družino pobil. In potem kar naenkrat rata jaz iz preživetvenega mehanizma deluje in ve, da ne bo v redu in želi preživeti. In pol se spet rad ima pa svojo družino veliko bolj kot pa tistega na drugem koncu planeta. Zdaj. A je bilo to ljubeče dejanje? Ne. A smo vsi pripravljeni živeti s posledicami, da bi čemu rekli ne, ne? Ja, ne, če ti grozi s tem, ne. Ja, preživetveni mehanizem pa je toliko jači, je toliko močnejši, ne. 7-krat močneje se mi zdi nekje vse te statistike, 7-krat močneje se ti vklopi strah nekaj, ko iz strahu deluješ, kot pa iz ljubezni, ne. Bi rekel, toliko tega, pol več rabimo, ne. Omenjati, se pogovarjati, delati, biti odgovorni, da bomo to ustvarjali mi z ljudmi, ki so okoli nas, največ vpliva imaš tukaj blizu sebe.
In ja, ker živimo v globalnem svetu, opozarjati na to, da tudi tam na unem koncu ni glih ok, ima na mene tudi vpliv, ne. Ja, Kako zdaj vse ne vem. pač Začeti pri sebi. vsega ne bomo, ja, pri sebi, ja. Začeti pri sebi. A sem ljubeč, a sem srečen človek v tem trenutku, a so ljudi okoli mene in se ponovno in ponovno spraševati o tem. Ja, je, Je pa res, da noben še ni preživel tega lajfa, kakorkoli se zguljeno zveni. Eni imajo to željo, da bi, ne, pa da bi večno živeli, ne vem, če bo pol čar živeti. bo življenje ne bi bilo nič posebnega. Ja, ker pol pač imaš Ker če bi večno, vsi imeli lahko. six-packe, ne bi bilo nič posebnega, ali pa če bi. Ja, ne. Ampak ja, Na koncu, če pa mojo babi poslušam, pa kaj jo razveseli, ker marsičemu pač jamra in tako naprej, ampak kaj jo pa razveseli, je to, kar je pa pustila za sabo in kar je dobrega naredila, to pa jo razveseli, ne. Ja. A sem jaz vse v redu naredil za lajfu maksimalno in ja ne, ampak je pa ogromno stvari, ki pa smo jih naredili skupaj, ne. Pa ne vem kdaj, letos sva se spraševala ravno o tem, ne. Če me jutri več ni, a bi zdaj podpisal, da sem živel super življenje. Tako kot je bilo in tako kot ni bilo. Ja, bi. A bi še kaj več želel? Ja, seznam tega, je dolg, ne. Ampak zdaj, a je bilo vredno živeti to, kar si živel? Ja, jaz bi se podpisal pod to. Zdaj, računica mi je, da sem več dobrega naredil zase in za druge, kot pa slabega. Živel bom po tem načelu in do my best. nekaj časa. Bi bilo, ja, kakor mi bo to dano, ne, jaz bom pa poskrbel, da bo čim več tega dano, zato tudi za zdravje, telo skrbim, kar prej nisem, ne. Sej, a sem zaradi tega ljubeč? Ja, sem, okej, cool. The best. In bi tudi drugim svetoval, ja pa, jaz namesto tebe ne bom mogel živeti tvojega življenja in skupaj sva na tem planetu, skupaj dihava ta zrak, skupaj. Okej. Vsi smo eno, ljudje smo eno. Ja. In povezuje nas ljubezen najbolj in dajva pogledati, če lahko, ne. Ne bom pa mogel vsega rešiti sam, ne. Čeprav bi vsi radi pa. Jaz sem ta. In pol se pojavi prva misel, ne. Kako lažje bi ti bilo, daj, če bi to vse sam zrihtal, nekaj to, ono, To tretje. imel ne. magično palčko. Zamahnil. Koliko lažje bi bilo, da se ne bi rabil ukvarjati s tem, da je zdaj pač tam nek nesporazum, pa da kdo te ne sliši, pa to je zdaj neprijetno, ker te ni razumel, okej. Ampak kaj si pa ti naredil, da bi te razumeli? Na kak način si ti bil s temi ljudmi, da bi te. Zdaj je ta izziv za Lauro, ne, odkrivam to na novo. Kdo rabim z njo biti, da bo me ona res slišala, ja, najbolj ljubeč. Pa tudi, če ne logično razložim kakšne stvari. Važno, da ostanem ljubeč, ker če bom hotel nekaj, ne, ti rabiš mene zdaj razumeti, pa po moško, ne, z moško energijo not. Bo rekla, zakaj se dereš? Pa se nisem res drl, ampak v njenem svetu sem se drl, ne. Sem bil zadirčan, ne. Ja, okej, se rabim s tem naučiti, če želim imeti dober odnos z njo, ljubeč odnos in srečen odnos z njo, ne dober, ne. Potem nekaj več ljubezni rabim v mojo komunikacijo noter dati in to je to. Ja. Zdaj pa, ali si to zberem ali si ne. Jaz bom rabil živeti s posledicami, ne, enega in drugega. In pol, kot tako razložim najstniku, mu je to kristalno jasno, okej, nisem bil odgovoren za to, lahko sam. Kako bom? Na koga vem približno, na koga se lahko obrnem, če mi pač trenutno ne gre, ali pa ne vem, ali pa.
Ne bom glih šel gledat za vsako stvar internet, ker tam marsikaj vidim, ne. Potem pa še malo bolj zmeden. A si bolj zmeden? Ja, sem. Ok, na koga bi se pa rad, koga imaš v svojem življenju, ki ga pa imaš rad, pa ga spoštuješ, pa se zgleduješ po njem, ja, oči, ok, a greš njega vprašati. Ja, ok, v redu. A je oči kdaj napako naredil? Ja, povejmo, ne. Rad te imam in bolj se več pogovarjajo doma v družinah in potem stvari kar naenkrat stečejo. Osnova je pa zmeri, imamo se radi, imamo. Ljubezen. Jaz bi rekel ljubezen. Več ljubezni v tem ustvarjanje, več ljubezni med nami, pa pogovarjanja med nami, da se držimo en drugega za jajca, ne? Da se ne pustimo delati nekih neumnosti, ki jih bomo, slej ko prej jih bomo. Pač je tudi to del človečnosti, ne? V osnovi smo živali, ne? Ki pa imajo še malo intelekta, pa še malo zavedanja samega sebe, pa aha, ja, ok. Kaj boš zdaj s tem naredil? Marsikaj lahko, ne? V glavnem 2026 leto ljubezni. Ja. Kreiram ljubezen za ta planet. Povejte tu svojim domačim vsak dan. Rad te imam, rada te imam, objem. Vzameva maksimalno 5 sekund na družinskega člana. Če ste 5-članska družina, je to 20 sekund na dan, je 140 sekund na teden, je 2 minute 20 na teden. En teden ima 604.800 sekund. Če nimate 140 sekund od 604.800 sekund na teden za boljše odnose doma, pa se morate malo vprašati, kaj delate s svojim life. Pa če si slabe volje, sam povej, Ljubim te. kaj si hvaležen, preden greš to povedati, ljubim te. Ljudem, rad te imam, ljudem, ki jih imaš okoli sebe. Res funkcionira, spravil se boš boljšo voljo. Funkcionira 95%, šanse je, da bo odnos v roku 2 tednov boljši, če boste to aplicirali. Se pravi, 4 minute 40 v 2 tednih morate dati od sebe. To je 95% verjetnost, da bodo odnosi bolj štimali, kot kar trenutno. Ja, na eni od šol, biotehnični center v Ljubljani, pa imajo navado, da nas 2-krat povabijo. Enkrat, ko so v 2. letniku, ponovno v 3. letniku. In praktično bi rekel, ja, pa jim isto vsebino pridem delavnico narediti. Ne, pa čez 1 leto so malo drugačni. In zdaj sem že v 3 primerih slišal ravno pri njih, ja, pa sem res imam boljši odnos z bratom pa sestro. Pa je prišel en, ki je to spodbijal, pa rekel, ne, to ne funkcionira, to ne deluje, ne. In po sem rekel, napiš v vprašanje, pa bomo tudi to predelali. Morda so še kakšne druge stvari, ki jih nisi upošteval. In je prišlo do tega, da bile so pa tam še malo večje zamere, ker se niso rekli oprosti. Pa bo morda v kakšnem primeru še tudi ta oprosti. Komu? Oprosti sebi, da sem tako ravnal z nekom, ki ga imam rad. Oprostim njim, da so mi nekaj naredili, ker se mi ni zdelo fair ali kakorkoli. In potem, kaj lahko zdaj spet naredim, da bo ta odnos funkcioniral. In spet je, osnova je pa rad te imam, pa objem, pa sam, ko je pa bila zamera v napoto, pa ni delovalo. In pol se je ta punca konkretno v pauzi strinjala, pa je rekla, viš, to pa z bratom še nisem naredila. Bom naredila, pa bom vztrajala še naprej. Samo rekel v 95% primer. Ja, sigurno je zmeraj za pogled, kaj je tam neraščiščen. Ni toliko enostavnih. Saj midva ne dajeva zdaj vam vsem gledalcem neke enostavne rešitve, zdaj pa sam to počni, pa bo vse v redu. Začni s tem. Ja. Zdaj sva rekla, začni s tem. To bi bila osnovna higiena, ne? Ja. Jaz z očetom tudi nisem imel dobrega odnosa, dokler mu nisem rekel, rad te imam, pa objem. Mislim, nisva ga imela takega, sva imela odnos. Nisva ga imela takega, kot sem si ga jaz želel, da bi ga imela. Toliko povezanega. Ni dober odnos.
Ja, da ga definiram, ne? Kaj je zdaj za mene dober odnos pomenil. Ne? Ker takrat predtem sem se oddaljeval, predtem sem zamolčal, predtem se nisem podelil, kaj se z mano dogaja. In je zmeraj bil moj heroj v življenju in se nisem jaz tako obnašal, da sem ljubeč sin. Ne? Začelo se je pa s tem, ko sem pol sebi njemu nekaj oprostil, rekel, rad te imam, hvala ti za to, pa vse ono tretji, četrti. Tisti je pa bil cel seznam, ne? Kaj sem lahko hvaležen, pa da sem sploh tukaj, pa lahko ustvarjam, kar ustvarjam, pa da imam odnos z Lauro, ki imam, pa prijatelje, ki jih imam, pa vse, kar imam v življenju, ker imam, se imam njima za zahvaliti. Staršema. Zdaj sem tudi jaz del ekipe, ne? Rabiš nekaj vložiti v ta odnos. Dostikrat naletim na ta izziv pri najstnikih, ki ga imajo, ne, ja pa, zakaj so me pa pol imeli? Če ne poskrbijo za mene, ja pa ne pripada ti vse po a priori, ne? Moraš kaj narediti, če hočeš kaj imeti. A je to tvoje življenje ali kaj zdaj? Zakaj bi ti kdorkoli bil dolžen po zakonsko gledano? Ja, so ti dolžni, da Nisi lačen, da imaš obleko. da imaš osnovne obleko. potrebščine, kar je veliko manjši standard, kot pa ga večina najstnikov v Sloveniji, bodimo iskreni, ima in so izjeme. A ne slišimo pač tudi, je marsikera izjema, ne rečem. Ampak večina teh, s katerimi se pogovarjam, pa ne. Tisti, ki je ponavadi najbolj glasen, ki pač zdaj to pa to nimam, pa bi mogel imeti, pa starši bi mogli poskrbeti. Ok. Razumem. Zato je treba, so vložili nek svoj trud, čas, veščine, ki jih imajo, da so preživljali družino in marsikje ni bilo idealno, se niso idealno odzvali, razumem. Vse razumem. A jih imaš rad? A jih imaš rad? A jih imaš rad? Ja. Se obnašaš tako? Ne. Ok. Pet se najprej upravič, pa pol jim reč rad. Pa začnite od tam. Pa navadno se pol reši. Zdaj malo težje je to v razredu rešiti, ne? Ker pač eno bo dobil eno idejo pa slišal in marsikateri bo apliciral, eni pa pač ne bodo, ne? Pa imamo pol mentorstvo naše ali pa kjerkoli številnih stvari, ki jih lahko počnete. To je to. Je več poti do ljubezni. Ljubeče 2026. Bodite fajn. Čau, čau.